Če se lotimo analize tega našega problema hlapčevstva, moramo seveda pričeti pri politiki. Kaj je problem naše slovenske politike? Problem naše slovenske politike je na prvi pogled ta, da je dejansko vsa ta leta naše samostojne države praktično bolj ali manj ista. Naše ljudstvo je zavedno v svojem jedru zdravo. Zaupajmo v to ljudstvo. Zaupajmo pa tudi v vsesplošni napredek, ki je naturna nujnost in ki se ne ustavi nikoli in nikjer. Ista nekako v kadrih oziroma mentorjih teh kadrov. Slovenija ob prehodu v samostojno državo dejansko ni doživela tiste duhovne tranzicije, ki bi jo morala. Različni načini, ampak stvar je v tem, da smo mi, ki smo se za to borili, tako on, da bi bili svobodni in zdravi. In poglej, kaj smo prišli, da bo ne fehta, da te rečem za 10 centov, če imaš. Poglej to označko, poglej vse, ko snemaš. On se boril, ga ni več. Jaz sem se boril z dokazi. Da. Razlomiš? In poglej, moram fehtati, ki mi je vzeli vse, kaj sem imel pravice v življenju, še zadnji dinar. Kaj to pomeni? Ko pogledamo povsem objektivna dela iz zgodovine, pa se dotaknemo tukaj Parsifala, ki ga tako pogosto na Ptuju obdelujemo, kajti Ptuj z okolico je zelo pomembna regija v tem epu, ki nekako v bistveni meri definira evropsko civilizacijo. Torej, ko se dotaknemo tega dejstva, vidimo, da objektivne danosti naše dežele, našo deželo in tudi kulturo uvrščajo v sam vrh, ampak tisti naš odnos do tega je še pa vedno odnos odmikanja od tega. Se pravi, mi smo, gledajoč skozi Parsifala in tudi druge elemente, ki še jih bom kasneje omenil, zelo bistven element v duhovnem jedru evropske kulture, ampak nekako v naših glavah kot kolektivu nas še vedno vleče na jug. Radili smo, radimo, radit ćemo još, družiti to trudimo se, pobjedit ćemo. Družiti to trudimo se, pobjedit ćemo. Pa tega sedaj ne razumeti kot nekaj slabšalnega, kot nekaj, da skušam napadati neka dejstva oziroma nekaj, kar je ljudem pri srcu. Ne. Povedati želim, da mi spadamo v sam vrh, smo pa vzgojeni v neko poslušnost, da se vedno radi postavimo tam, kjer je prostor za tiste lesene medalje ali celo, rečemo tako v nekem športnem duhu, od 6. mesta naprej. Glavno, da si sodeloval. Talent, točno, takole, to mi je šinilo zdaj v glavo, na tem mestu med snemanjem. Ko pogledamo dosežke naših športnikov, denimo ravno danes sem opazil jakostno lestvico kolesarjev, med 4 na svetu so 3 Slovenci, med prvimi 4 kolesarji na svetu so 3 Slovenci. Poglejmo Luko Dončića kot košarkarja. Jaz trdim, da slovenski narod ima sposobnost, ki jo kot realizirano vidimo pri športnikih na vseh področjih. Se pravi, slovenski narod je lahko na vseh področjih tako dominanten in suveren kot v športu. Ampak v glavah ljudi je tista blokada, tista omahljivost in tista neko samo sramovanje, jaz pa ne želim štrleti ven, ne želim biti prvi, ne želim biti zmagovalec, kar je fajn oziroma v mojem duhu mi narekuje nekaj
da je treba biti pohleven, tiho in vselej spustiti naprej druge, potem pa pobrati stal tisto, kar bi morda na tleh ostalo ležati. Ne, to je napaka. Zelo, zelo žalostno. Vse okolica brez, Nemci so nam pa dali pa tukaj le zastavo, ne pa rože. Edino pole socialdemokrati pa pred zastavce naše je. Ne. Žalost in spet žalost je tole. Ne. Vi, gospa, ste doživeli drugo svetovno vojno? In seveda, je pa pretrpela zelo veliko, so nam doma požali se z Primorske doma. Vse moje sestre prišle, ena imela 5 otrok, ena 6 otrok, sulo so prišle domov, nobene stvari niso imele. Vse je bilo požgano. In kako danes doživite kaj takšnega, kot je na tem spomeniku? Ne, žalostna sem, zelo, zelo. To bi pa res malo. Glejte, vsa okolica, take hiše so super nobel, pa ni ene zastave nikjer. Zelo žalostno je to. Slovenija ima v svojo zibko položeno, da je v tistem samem vrhu. Tretji nauk. Naša življenjska filozofija mora temeljiti na zdravi etiki in zdravi morali.